Športni pozdrav. V tretje gre rado, bi lahko dejali zavarovance trenerja Mateja Kavčiča. Po tekmi v Rogatcu in Litiji so na ajdovskih policah zabeležili prvo zmago. Kikse so odpravili kar z 9-0. Po dvakrat so v polno zadeli Benjamin Melink, Borut in Jani Ručna, po enkrat pa Andrej Rutar, Aljaž Laharnar in novinec v prvoligaški druščini, 18-letni Nino Zalašček. Poglejmo, kaj se je dogajalo na ajdovskih policah. Jani, kje je bil ključ do te zmage? Obramba, kaj ne rečem, pač mi smo šli v tekmo 100 in vedeli smo, da Kiksi, pač vedno smo imeli probleme z njimi in jaz mislim, pač vedeli smo, da se bojo zaprli in hitro smo dali te 2-3 gole in pripeljali tekmo mirno do konca. Kljub vsemu morda malce previsoka zmaga, glede na to, da ste odigrali z njimi kar nekaj prijateljskih tekem, kjer je bilo bolj tesno. Ja, to je pač dnevna forma, malo sreče in to je to. Torej, ekipa je uigrana dovolj za konkurenco najboljšim? Pač mi se uigravamo, je šele začetek sezone in jaz mislim, da do končnice bomo 100 in napademo državnega prvaka. Torej, motivacija ni popustila niti, ko ste imeli tako izrazito prednost? Ne, pač mi igramo svojo igro, pač proti vsakmu damo 100 od sebe in to je velik ključ do zmage. Kako pojasniti, kaj se je pravzaprav zgodilo danes s Puntarjem? Ne vem, kaj bi rekel. Šli smo v tekmo z neko željo, da tle v domači dvorani nekaj pokažemo publiki, da znamo igrati, da smo zasluženi v tej prvi ligi. Pogoreli smo v tej želji, dobili smo prvi, drugi, tretji gol, pol pa se je Puntar uigral v tej igri in kar zabil gole, nam pa ni šlo, kaj ne rečem. Več sreče prihodnjič. Torej, kvalitetna razlika očitno je med tema dvema ekipama? Ne vem, na tej tekmi očitno se je pokazala ta kvaliteta, ampak če realno pogledamo naše igralce, ker večina jih je igrala tudi v tej prvi ligi, nekateri so bili tudi državni prvaki v tej ekipi, mislim, da kvaliteta je tam, ampak oni so pokazali večjo uigranost in večjo željo po tej zmagi. Ste šli na začetku tekme s Puntarjem preveč odprt boj? Ne vem, mi smo tudi proti Litiji igrali odprto, agresivno, tam nam je šlo, pač Litija je dajala takrat gole po naših napakah, samo tisto je bila čisto drugačna tekma. Danes ni bilo te želje, ni bilo volje in sploh ne vem, kaj se je zgodilo. Mislim, praktično v celi tekmi nismo ustvarili ene priložnosti, medtem ko je Puntar na tem mestu čestitam, pokazal, kako se igra. Igrali so, kot da bili oni domačini.
Matej, so morda Ajdovci s svojo taktično postavitvijo celo malce omogočili tako visoko zmago oziroma vsaj hiter uvodni začetek? Ja, jaz ki tanga, kot je bilo danes v Ajdovščini, še nisem doživel. Za mene so bile vse težke tekme, ma ne težke, res tiste derbi, tako da jaz sem se tega gostovanja izredno bal, ker Kiks nam je dejansko ekipa, ki nam naleži, znajo se postaviti, znajo igrati, znajo se braniti in danes je pa mogoče res, ne vem, mogoče malo tudi to prva tekma doma, pa mogoče so malo bolj pogumno šli, ampak smo odigrali za mene zelo dobro in mislim, da je zasluženo zmaga. Zdaj 9-0, dobro, rezultat je zelo visok, ampak jaz moram biti zadovoljen predvsem z igro. In niste popuščali niti, ko ste imeli visoko prednost, čeprav morda nekaj časa enakovredna igra na začetku drugega polčasa? Ja, to je tako, če ti nasprotniku dogoliš, jaz sem jim fantom povedal, da drobi to, če smo mi lahko dali v polčasu 5, lahko da tudi nasprotnik 5, če bomo mi apatični ali pa da se bomo mislili, da smo že vse naredili. Tako da je bilo treba biti koncentriran in je bilo treba biti maksimalno angažiran skozi celo tekmo in mislim, da so fanti to zelo dobro naredili. Tako da se pravim, zaslužena zmaga ni nikoli prišla v vprašaj, tako da res jaz sem zelo zadovoljen danes. In tudi ta tekma je pokazala na več kakovostnih razredov v prvi ligi, torej vi ste nekje v zgornjem, Kiksi v spodnjem. Zdaj to je težko reči, na koncu mi imamo tudi zdaj 2 poraza. Pride tako, jaz bom tako rekel, če nisi 100% ali pa da imaš mogoče, da ima ekipa dan, pa da ga ti nimaš, se da marsikaj zgoditi. Tako da jaz ne bi o teh kakovostnih razredih. Jaz mislim, da smo vsi tisti, ki smo v prvi ligi, zaslužimo biti v prvi ligi. Je pa res, da bo nekdo zmagal, nekdo bo pa zadnji. Kakšen je vtis po tej zmagi? Ja, dober, pričakoval nisem, da bom dobil priložnosti za igrati, poleg sem jo dobil, pa kar izkoristil sem izjemno. Tvoje mnenje o tem rezultatu je vendarle previsok ali je zaslužena tako visoka zmaga? Mislim, da je kar zasluženo, glede na to, da nismo lahko vsega realizirali. Lahko bi bilo manj, lahko bi bilo več, po moje zasluženo. Ste že kar dobro igrana ekipa ali še kaj manjka? Ja, ne vem, za sebe vem, da mi še malo manjka tole uigravanje, za ostale pa mislim, da je zelo dobro, vendar se da še kaj narediti. V 6. krogu bodo puntarji na domačem igrišču gostili še drugega novinca, ekipo Nazari. Tekma bo v petek 30. septembra ob 19. uri, kamor so seveda vabljeni v polnem številu. Sem Igor Hragel, kapetan Puntarja, vi pa gledate Puntar TV. Drugi del oddaje namenjamo našim mlajšim selekcijam, ki so pod vodstvom Mateja Kavčiča začeli z uvodnimi pripravami na novo sezono. Klemen, letos opravljaš kar dvojne priprave, začel si pri članih, sedaj še z mladimi selekcijami. Kako izgleda ta ritem? Ja, pri članih je bilo kar naporno, zdaj pa ni več toliko, ker smo se že uvadili pri članih in zdaj samo še nadaljujemo delo. Letos, kot rečeno, treniraš tudi pri članih. Kakšen je sistem dela pri članih in tukaj pri teh mlajših selekcijah, kajti na uvodnih treningih vas je treniral Matej Kavčič? Pri članih smo dosti delali na stadionu in potem smo se preselili v telovadnico. Je bilo kar naporno. Tu bo po mojem pa tudi isto s telimi mladimi zadelati. No, letos, kot kaže, boš igral vsaj za 2 selekcije, morda tudi za 3, se pravi člani U21 in ekipa do 18 let, se pravi kar naporna sezona je pred tabo. Ja, zelo, to se moramo zelo dobro pripraviti. Urban, tudi mlajše selekcije Puntarja so začele z vadbo, uvodni trening, predvsem kondicijski. Kako je bilo? Si zdržal vse napore? Mislim, da je bilo kar v redu. Tako da za prvi trening je kar v redu, mislim, da bomo zdržali tudi naprej na kondicijskih treningih. No, letos boš igral za ekipo U18, obeta se tudi ligaško tekmovanje, ne več za turnirsko, najbrž za igralce, je to vsekakor boljše? Ja, verjetno. Da res bomo videli, kako igrajo, prej smo igrali U15, zdaj bomo U18, bomo videli, kakva se pozna kišni napredek od lani.
Imaš ambicije, cilje odigrati letos tudi kakšno tekmo za selekcijo 21? Ja, ne vem, če bo priložnost lahko, za ekipa ne. Peter, začeli so se fizične priprave. Kako je bilo na prvem treningu? Si izdržal vse napore, ki vam jih je zadal trener Kavčič? Ja, je bilo kar naporno, malo smo zdržali. Je bilo kaj podlage tudi od prej? Si kaj treniral samostojno? Nekaj malega, tako 2 tedna pred treningi, ko sem zvedel, sem pač doma malo. Letos boš zastopal barve Puntarja v selekciji U18 in 21, ligaško tekmovanje, letos prvič tudi za selekcijo U18, najbrž igralci si želite čim več tekem. Ja, je lani, ko je bilo turniri, je bilo kar naporno, ko smo imeli po 2 tekmi in drugo tekmo je bilo kar naporno in letos bo super, ko bo pač bilo po 1 tekmo, da ne bodo taki napori. Kaj pričakuješ od nove sezone? Ekipa je kar precej mlada, tudi ta do 21 let. Ja, od lani smo kar uigrani, malo so prišli eni novi, jih poznam, tako da bo kar v redu. Tokrat smo bili dolgi, a nič manj zanimivi. Zato nas ponovno gledajte prihodnji teden, ko bo na vrsti oddaja Puntar TV.